Oddaji Moj odnos do samega sebe v okviru oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z nami nocoj ponovno zanimiva gostja, Špela Kaplja, ki je pisateljica, pripovedovalka zgodb za naravo in naravovarstvenica. Ime nosi usodo, njen priimek Kaplja je zapečatil njeno pot in delovanje za ozaveščanje o pomenu rek in povezovanju ljudi z njimi. Pred več kot 10 leti se je začela pogovarjati z rekami, zapisovati njihove zgodbe in poslušati njihova sporočila v sanjah. Bogati zapisi teh srečanj so se razvili v knjigo Kako se ljubi reka. Ta odpira svete portale za stik z rekami, je zapisala Tina Košir. Špela je varuhinja reke Rovščica v projektu Varuhinje rek. Vodi delavnice ženske, ki pojejo rekam, in druge delavnice, v katerih se ljudje lahko povežejo z rekami in se s pomočjo njih podajo na pot osebnostne rasti. Deluje pod okriljem Terra Anima, Društva za poglobljeno ekologijo. Špela, lepo pozdravljena v naši oddaji. Lepo pozdravljen, hvala za vabilo. Z veseljem. Kako si, kako doživljaš ta čas, mogoče za začetek? Dobro vprašanje. Ta čas je močen. Jaz ga doživljam tako, mogoče tudi čisto na osebni ravni, telesni, se trenutno malo soočam z križem in z malimi težavami. In čutim, da gre za eno veliko postavitev nas samih v tisto naše bistvo ali pa v naše poslanstvo. Kad da se dogaja neka res postavitev. Postavitev nas v sam center, ne? Točno to, prav, točno to. Odlično, odlično. Kako se je začela ta tvoja osebna zgodba transformacije zdravljenja s pomočjo rek? Reke so kri zemlje, reče ena stara indijanska pesem, taka zelo lepa. Ženske so jo pele včasih in s to pesmijo častile, pravzaprav reke. To sem samo zato rekla, veš, ker reke res so krvožilje zemlje. In moja osebna zgodba se je začela s tem, da sem zdaj že kar pač nekaj, ne vem, več 10 let nazaj, pa zgubila svojo mesečno kri. In to je trajalo kar nekaj časa, sem se pač, ne bom rekla borila, ampak soočala s tem. In je bilo močno povezano s tem, da sem pa jaz pravzaprav na svoji poti življenjski pa skrenila malo svoje poti in hotela hoditi po bolj ustaljenih poteh. Cona obdobja. Cona obdobja, varnost. In bolj, ko sem rinila, dobesedno tja, bolj je tale moja reka znotraj začela usihati. Dobesedno je prišlo do tam, kot sem rekla, da je pač izginila. In spomnim se trenutka, ko sem v enem takem obdobju čiste res utrujenosti in že rahlega brezupa, konec koncev, sam začutila, da moram k reki. Reka Kamniška Bistrica moja je pa od moje hiše bila res po mojem 10 minut, pa prej nisem tako pogosto hodila tja. In od tistega dne naprej so se začela najina srečanja in sem je začela vsakodnevno hoditi tja, ker sem čutila, da mi nekaj daje in da mi govori, čeprav takrat pojma nisem imela. Niti ne o rekah, niti ne o tem, da se da pogovarjati z njimi, niti ne kako se pogovarjati z njimi. Je bilo pa to eno tako obdobje, ko sem se pa sama učila umetnosti pripovedovanja zgodb. Najbolj me je zanimalo, kako v bistvu zgodbe lahko zdravijo. In sem tipala in spet nekje v ustaljenem svetu se nekako nisem znašla, kam zdaj s temi zgodbami. In potem me je moja mentorica z Danske takrat, en dan vem, da mi je pisala, tako kratko sporočilo je bilo, veš, kako pa gre zdaj tebi, kaj je ta tvoj projekt, ne, kako razvijaš ti zdaj to umetnost pripovedovanja, in meni je bilo tako, noč, ne. Mislim, ne gre, ne. In potem sem že iskala kakšne primerne besede, kako bi se izgovorila, na kar sem samo napisala z reko se pogovarjam. In si malo zatisnila oči, ker se mi je zdelo, da pač neverjetno, da bo to okej ali ne bo. Ampak nazaj je prišlo spodbudno sporočilo, da je to najbolj pomembna stvar, ki jo lahko počnem in da reke imajo ogromno za povedati in za predati in da potrebujejo ljudi, ki so jih pripravljeni slišati. In v tistem obdobju mogoče rahle ne samo zavesti ali pa pač iskanja neke poti, je bil to tisti push, tista potrditev, ko sem jo rabila, da sem se res predala k temu, da sem res še bolj z nekim zavedanjem začela hoditi k reki. Ne samo tako pač kot ena mala deklica, ki tipa pa ki tam sedi, ampak z nekim odprtim kanalom, da v smislu pred menoj je bitje, ki mi najverjetneje ima nekaj za povedati. In bolj, ko sem se temu odpirala, bolj je res govorilo nazaj. In v smislu res močnih sanj in uvidov in telesa, ki se je začel res prebujati do točke, kjer je dejansko moja mesečna kri prišla nazaj.
In takrat sem vedela in verjela, da je to pač s pomočjo reke, ker obenem, ko me je zdravila, me je tudi postavljala čisto spontano na to svojo pot. In ta moja pot se je pol kasneje izkazala, da te zdravilne zgodbe, ki jih želim pripovedovati, so pravzaprav namenjene rekam oziroma ljudem, da se bodo lahko zdravijo. Točno to. Točno to. Ker eno izmed najpomembnejših mogoče ali pa bolj pomembnih trenutkov ali pa spoznanj, ki sem ga jaz prejela od rek, je bil, sej mi ne moreš nekako na ta način pomagati, ne, da bo zdaj tle mene od zunaj spreminjala, pa je zove odstranjevala. Vse lepo in prav, tudi to. Ampak kar je pomembno, je zavedanje, da smo vsi povezani. In s tem, ko ti sebe spreminjaš, ko ti sebe zdraviš, s tem v bistvu pomagaš meni. In to je pravzaprav v bistvu njihova želja. Ne? Ok, ja, delujte tudi za nas, seveda ekologija in vse, ampak tisto, kar vi na sebi delate, je pravzaprav najbolj ključno za spremembo sveta. Točno to, kot je že Gandhi rekel, ne be the change, bodi ti ta sprememba, ki jo želiš videti v svetu. Ja. Ne? Torej, to je to. Ne? Ja. In voda in reka ravno tako ima seveda spomina za zdravljenje, za aktiviranje tega osebnega potenciala, ki so rekli, kako ne osebnostno rast z reko, ne preko sporočila reke, mogoče kakšna beseda. Ja, z veseljem, z veseljem. To je bilo, Emotovo delo je bilo fantastično in je odprlo, se mi zdi, res en ogromen nov prostor in zavedanje, kaj pravzaprav voda je. Od takrat naprej mislim, da je res se ogromno spremenilo. Vemo zdaj, da voda ima spomin, to je zdaj popolnoma jasno, ampak kar sem pa jaz prek svojih raziskovanj spoznala, je pa še več od tega, da je voda pravzaprav en popoln potencial, ki ne samo, da nosi spomin za nazaj, ampak obenem nosi tudi spomin za naprej. Kot da bi v bistvu imela ta neko zavedanje tega, kaj mi lahko smo. Zdaj to ne vem, če sem čisto jasno povedala. Kaj je naš največji potencial? Tako. Kaj lahko se razvijamo, postanemo? Ja. Prav so bile dejansko narejene tudi neke raziskave, ampak še ne tako zelo močne kot Emotojove. Se pa trudijo določena skupina ljudi pokazati, kako pravzaprav te kristali ne govorijo samo za nazaj, ampak da če ti postaviš reki vprašanje v smislu karkoli, v zvezi z iskanjem moje lastne poti, kje sem v tem, kaj lahko postanem, da tudi na to se odzovejo z kristalom in z določenimi odgovori. Tako da je v bistvu tukaj še malo nedokazano in ne dovolj raziskano, ampak hočem samo pa reči, da je ta potencial v bistvu še večji od tega, kar že zdaj vemo. Noro, ne? Tako se mi zdi, ja. Vse je v bistvu podobno, kot če rečemo, mi tudi smo 70% vode in popolnoma nam je jasno, kako veliko lahko naredimo s tem, da si govorimo pozitivne afirmacije, kaj naredimo s tem, ko s pozitivnimi čustvi v bistvu se pogovarjamo s svojim telesom in se vse spreminja in pravzaprav voda je tista v nas, ki to pač omogoča, je ta medij pravzaprav. Ta informacija, ta medij, preko katerega se prenaša frekvenca, vibracija. Točno to. Tako da je fenomenalno. No? In sploh se mi zdi v tem času, da govorijo tako glasno, se oglašajo na različnih področjih, da res voda trka, no? In na vse možne načine in nam hoče pomagati, da se prebijemo in da zrastamo. Noro. Ja, to se mi zdi en tak močen klic vode ta čas. Tako. Bova nadaljevala v kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni v naši oddaji Moj odnos do samega sebe na Ljubljana TV. Ja, podnaslov Kako do osebne rasti s pomočjo rek. Ja, Špela, kako nam lahko torej ta odnos z reko pomaga pri osebni rasti? Mogoče kako ti to v delavnicah ljudi vodiš, kakšna sporočila dobivajo ljudje in sama preko rek? Wow, zelo dobro in obsežno vprašanje. Moja prva izkušnja, lastna osebna, o tem sem že govorila, ampak čisto mogoče kot praktično, je bila, da mi je reka pripovedovala zgodbo. Jaz sem ves čas bila prepričana, da zapisujem njeno zgodbo. Nisem se pa dolgo ne zavedala, da pravzaprav mi podaja nazaj zgodbo, ki je v resnici tudi moja zgodba. In ko sem se jaz tega zavedla, se je zgodilo eno veliko zdravljenje, ker sem videla, da pravzaprav ta zgodba razkriva način, moje stare rane, moje stare travme. In takrat sem se zavedala, da reke segajo res v naše jedro. Prav tam se nas dotikajo, se pravi, prav v ta center sežejo. Tudi spet se lahko vrneva tja, da so reke kri zemlje, se pravi ta življenjska energija in na tem področju zdravijo. Zdaj, na kakšen način pa do osebnostne rasti samo res z odnosom. To je zdaj zelo tako spet široko, pa se lahko sliši zelo preprosto, ampak ni. Ker v resnici že samo s tem, da se jim odpremo,
res samo odpremo in samo zavedanjem, da je pred nami reka, jasno, ampak da je to živo bitje z neko svojo kvaliteto, z neko svojo energijo in s pripravljenostjo, da smo jo pripravljeni slišati na kakršen način koli že bo, ker imamo ljudje različne kanale. Nekateri mu lahko prek giba, nekateri mogoče prek sanj, nekateri preko videov, ampak samo s pripravljenostjo to sprejemati in je noro, kako se začnejo odzivati, kako začnejo v bistvu dejansko delovati. Kaj da bi rekla, da to se zdaj spet mogoče malo tako preprosto sliši, ampak jaz sem se velikokrat pohecala, da moj odnos z rekami je bil najboljši terapevtski session v mojem življenju, pravzaprav je bil največji, ali pa tečaj osebnostne rasti. Bistveno je bilo pa samo moja pripravljenost, da sem na sporočila, ki so prihajala, vedno znova rekla ja, ok, in se vprašala, torej, kaj to govori v meni, kako ima to veze z mano, in potem to ukomponirala. In tudi do zunaj so se začele ogromne spremembe dogajati. Kakšne so bile tiste mogoče kakšne velike transformacije, nam lahko zaupaš? Ja, lahko, ja. Velike transformacije so bile v odnosu, se pravi v osebnem odnosu, do sama sebe, ok, to sva že rekla, ta je itak ključen, ampak recimo popolnoma sem spremenila način življenja, se pravi, v tistem obdobju sem stopila ven in začela skupaj z 2 prijateljicama soustvarjati center. Ne moremo reči popolnoma samooskrbni, ker to ni, ampak je pa tako drugačen in živi po drugačnih načelih. Stopila ven iz tega, da pač prej sem tudi delala v nekakšnih navadnih službah, no, če lahko rečem, v sistemu. Dobesedno sem stopila ven iz sistema, hvala za to besedo, da ne bom preveč časa porabila. No. V bistvu to je bilo tisto, stopila ven iz sistema in popolnoma stopila v svoje čevlje in začela živeti v bistvu svojo pot. Torej ti je pomagala, da greš v svoj polni potencial. Ja, točno to. In točno to je tisto največje darilo rek, ker meni se zdi, ne znam tega mogoče dosti dobro opisati, ampak se mi zdi, da one točno vejo, da bi ga videli, da so jasnovidne in točno vejo, kaj je tisti naš največji potencial. In v pogovoru z njimi nas začnejo v bistvu usmerjati, da začnemo mi rasti in se razvijati proti tja gor. In to je pravzaprav tisto, no, kar so meni v njihovem sporočilu razkrili, da to je tisto, kar si želijo. Ljudi, ki bi ne nujno bili, ker smo zato na zemlji, da se učimo, ampak ki bi pač segali proti svojemu najvišjemu potencialu. In one tukaj so, da nam pomagajo. No, in tudi zemlja je neskončna zavest. Ne? Mati zemlja Gaja Sofija, ki ima neskončno zavest. Ja. Tako so reke del zemlje. In vse je energija, vse je vibracija. Ja. Bi mogoče še sporočilo zdaj, da vidiva, kje se odpre, kakšne reke. To je tvoja knjiga, kako se ljubi reka. Ne? Mogoče pokažemo. Ne? Tako da mogoče kje se odpre. Čakaj, tlele naproti koncu so. Ne? Čakaj, tle so še pisma. Aha, svečenica, Soča. Soča, pa sem že prej imel v mislih Soča, evo, pa se je tle odprlo. Kakšno je sporočilo Soče? Wow, a lahko ti samo malo vzamem. Lahko ti ga tudi jaz povem, zelo mi je všeč, ker je to lepo dobro, samačken. A lahko preberem? Lahko. Soča je, kot bi imela izvir v vesolju, kar tudi pravzaprav njena barva je zelo nenavadna in zelo so poskušali iskati izvor te barve v mineralih, da bi ga pojasnili, pa ni šlo. Tako da ta njena barva je fenomenalna in se pravi, kot bi imela izvir v vesolju. Njene roke segajo daleč, tja med zvezde, ki jih pozorno nabira v svojo lunino krono. Globoko v gorah jih posluša in kot molitev izreka v svojem izviru, ki potem kot kozmične kode tečejo skozi njeno telo in ona, kot velika mati, jim voljno in neomajno reče ja. Njene vode ponujajo negovanje utelešenja, svečenica, ki postane molitev sama. Wow. Lepo. Tako da v bistvu njeno sporočilo je na kratko, še mogoče z drugimi besedami, ne moli, ampak postani molitev. Wow. Torej, bodi to. Bodi to. Kar si želiš. Točno to. Ja. To je to. Si dobro povzel, super. To je dobro sporočilo.
Ja, ker mi rabimo najprej biti to, ozavestiti, da vse to dobro že imamo v sebi, da bi lahko to kreirali v življenju. Točno to. Ker če vedno samo hrepenimo, enkrat to bi, je vedno nedostopno in je daleč. Ampak zavedanje, da to že je in samo da to sprejmeš in postaneš, je... Da to zavestiš in prebudiš v sebi. Točno to. Kar je v srcu, v duši globoko zapisano. Ja, točno to. To je res globoko sporočilo. Ja. Noro, jaz sem tudi kakšen retrit kdaj v Posočju in Soča je res močna in transformativna. Transformativna reka, odnese, transformira, včasih boli, včasih je težko. To sem jaz tudi velikokrat o tem pisala. V smislu, mislim, tudi, ker sem knjigo ustvarjala. Vse znajo, reke znajo tako lepo objeti in naredijo tak objem, da je pri Kolpi, recimo, sem ga jaz čutila kot objem, ki ga od svoje mame, recimo, nikoli nisem. Njen objem je bil res najbolj materinski, kar sem ga jaz v življenju čutila. Ampak po drugi strani pa znajo tudi tako zasekati ravno v tisto rano, da res močno zaboli, ampak z dobrim namenom, ko se odpre, se lahko začne zdraviti. Tako šele pravijo, ko v bistvu odpremo to rano, lahko svetloba vstopi. Evo Kolpa. Kaj si jo odprl? To je pa Kolpa. To je pa Kolpa. Intuitivno, Ja, to je pa Kolpa. Ona pa definitivno govori, mislim, ona je pa res zdravilka, ultimativna in govori ravno o tem. Kako s tem, ko se dotaknemo svoje najglobje rane, se dotaknemo svoje največje svetlobe in ko jo odpremo, začne svetloba potem stekati in ven in noter. Kaj pa Sava? Sava je pa grlena. Sava je pa mojstrica besede, pravičnica, kar je zelo dobro Prešeren zaobjel v svojem krstu pri Savici, v smislu postavi se, izrazi svojo resnico. In njo sem videla, veš, nisem vseh rek videla pač s prostim očesom. Na različne načine sem imela v videu, ampak Save ne bom nikoli pozabila. Na Sotočju tukaj v Ljubljani, ko pride skupaj z Bistrico in z Ljubljanico, sem se obrnila in sem dobesedno videla ogromno žensko, noro lepo, z razpuščenimi svetlimi lasmi, v dolgem krilu in v enem takem turkiznem šalu, ki je tako plapolov. In pela je. In potem, ko sem kasneje pač jo poslušala v videu in sporočila, je bilo njeno sporočilo jasno. Poravnaj se v svojo resnico in jo izrazi. Tako da ona je tista, ki nam pomaga razviti svoj glas, da bi lahko govorili svojo resnico. Bili pristni. Torej pristnost, iskrenost. Pristnost, iskrenost. In s tem potem tudi konec koncev uresničenost v bistvu, nekaj tukaj se začne. Tako, tukaj smo, da izražamo svojo resnico, da stojimo za njo, da jo oddamo, predamo svetu. Vsak ima nek svoj način. Ti preko reke, jaz preko nekih terapij, seminarjev, delavnic z ljudmi. Vsak ima neko svojo strategijo, bom rekel, ampak prebujamo pa v bistvu v isto resnico, ki je samo ena. Odlično, odlično. Torej, kako komunicirati z reko? Na katere ravni mogoče deluje? Kako se povezati s svojo reko? Ker reke ustvarjajo pokrajine in tudi vplivajo na ljudi, ki živijo ob tej reki. Mogoče kakšna beseda. Tu si zelo, zelo dobro rekel. Ja, reke dejansko, s tem, ko se valijo, ali z gora, ali če so nižinske reke, pač po ravnem, da bom tako rekla, ampak nosijo s sabo te ogromne skale, jih drobijo v prod, da ustvarjajo v bistvu rodovitno zemljo. Obenem v bistvu s tem, ko plešajo, ko se razlivajo, ustvarjajo pokrajine. In lahko ostanemo na tej ravni, se pravi fizičnega sveta in rečemo, reka teče, ta tukaj le mimo nas, je tako oblikovala svet. Ampak nekaj, kar je pa čista res resnica, je, da pa v bistvu s tem ustvarjajo tudi nas. Tako kot pač ustvarjajo to rodovitno zemljo, ustvarjajo tudi nas ljudi, ki živimo ob njej. Se pravi, kar hočem reči, da smo pravzaprav tudi mi, tako kot zemlja, nekako plemeniteni s to njeno modrostjo ali pa s tem njenim energijskim zapisom. Tako da v bistvu spoznati svojo reko, tisto, ob kateri živimo, je res izjemno darilo. Ker s tem je v bistvu, kada bi začeli v bistvu prejemati informacijo o tem našem najvišjem potencialu. Ker zanimivo je, jaz, ko sem reke spoznavala, res dejansko vsaka je svoja, vsaka je svoj karakter. Jaz jih opisujem kot ženske, ampak gre se bolj za njihovo, kaj ne rečem, energijsko kvaliteto, tisti njihov značaj, ki ga imajo. In povezovati se s svojo reko, v svojem kraju, pomeni povezovati se s tem, kar je tvoj najvišji potencial. V smislu, recimo, če se vrneva samo tako na en konkreten primer, pa vzameva Idrico,
Kidrica je prima čarovnica, jo jaz poimenujem, res tudi najstarejša reka in ima res ta stik s tistim ta pravim čarovništvom. In v bistvu to bi pomenilo potem prepoznavati njo, prepoznavati svoje sposobnosti, ne nujno, pač jaz mislim, da boš pa zdaj jasnovidec nujno, saj je veliko načinov, recimo pač, a ne, torej ta čarovnije, ampak ne, recimo, ja, ta dar potem prek tega, ko spoznaš njo, lahko začneš razvijati v sebi, no. Smo pa definitivno res dotaknjeni, nekako zapečateni pravzaprav svojo reko, no. Odlično bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje. Moj odnos do samega sebe, nocoj z nami krasna gostja, Špela Kaplja. Ja, Špela, kaj pomeni zaeziti reko, ne? Kaj ti tako znotraj so zaezene reke tudi zunaj odraz našega načina življenja, je tako? Ja, ja. Prebrala sem nekaj časa nazaj, zelo dober stavek se me je dotaknil, in sicer, da stanje rek v zunanjem svetu, se pravi zaezene reke, onesnažene reke, je pravzaprav stanje naše življenjske sile. Se pravi v smislu, da to, kar smo naredili z rekami zunaj, smo naredili svojo življenjsko silo. Kaj pomeni zaeziti reko, a ne? Zaeziti reko pomeni ustaviti tok. Zdaj, sploh mogoče ne bi šla preveč v detajle, ker se mi zdi, da že s tem, ko to rečem, a ne, nekako v bistvu nam je vsem jasno, kaj se zgodi. Saj vemo recimo v telesu, če se v ožilju zgodi strdek, pač Ni pretoka. Ni pretoka. In to isto se zgodi z reko, ko jo zajezimo. Se pravi, življenje se ustavi. Se pravi, dejansko ribe nimajo več moči, da potujejo, reka postaja bolj topla. Najhujše pravzaprav je to, da reka s tem, ko nima pretoka, zgubi svojo samozdravilno možnost. Ker drugače je reka fenomenalen sistem, da uporabim to besedo, ki je popolnoma sposoben samozdravljenja, tako kot mi v resnici. Ampak s tem, ko jo zajezimo, ji to moč odvzamemo. Ne more, ker se pač v njej začnejo dogajati, reč pa lahko tudi kot te rakave celice, dejansko strupi se začnejo povečavati in jo razkrajati in se ne more več čistiti. Zdaj se mi tle poraja vprašanje, ne, lani so bile te poplave. Kaj pa v tem primeru, ko reke podivjajo, ko poplavijo, ne? A je tle smiselno vseeno, ne, pač zajeziti zaradi seveda varovanja, ne, ljudi? Tukaj, kako pa tle v tem smislu, ne? Pa zakaj se sploh to dogaja, no? Če kako ti to vidiš, čutiš? Hvala, ker si me to vprašal, se mi zdi zelo dobro vprašanje. Jaz sem takrat, ko se je to začelo, se prav spomnim tistega jutra, čutila v prsih tako močno silo, zdaj se mi je, da me hoče raznesti do znotraj. Dvojno je bilo, ker je bil po eni strani občutek ene moči, ko da reke prihajajo v svojo moč, po drugi strani pa tudi občutek ene bolečine. In nisem čisto dobro vedela, zdaj, kako si pojasniti, kaj je tisto, kar jaz čutim zdaj ob vsem tem. In več čas sem bila prisotna, no? Več čas sem bila, mislim, prisotna itak pač z opazovanjem, ampak tudi opazovanjem do znotraj. In najbolj močno sporočilo, ki je prišlo od rek, je, da pravzaprav s tem, ko prestopajo bregove, s tem, ko tudi destruktivno pač zunaj v svetu nekako delujejo, da tisto, kar hočejo narediti, je razbiti okove naših src, da bi mi odprli svoja srca in si pustili čutiti. Ko da je bilo pravzaprav takrat in še vedno je tisto jasno in glasno sporočilo, da si pustimo ljubezen čutiti in ljubezen živeti, ker to je tisto, kar nas hočejo naučiti. Ampak zdaj pa kako pa, a reko zajeziti, da pomagaš ljudem? Jaz bi tukaj rekla pravzaprav, ni smotrno se selati k reki že v prvi fazi, ne? To je osnova, pa če se preseliš tja, nekako veš, da zna biti. Da zna biti, ne? In zdaj v bistvu spreminjati okolje zaradi tega, da bo primerno zate, se pol je v bistvu isto, kot če jaz sama sebe od znotraj probam nekako naštimati, da pa jaz pa bom primerna za tisto službo, čeprav mi pač pa res ful ni okej, ampak bom najdla načine, da se bom naštimala, da bo to sprejemljivo. Tako da jaz mislim, dobro, zdaj je narejeno in zdaj je težko tako radikalno, kar to reči, ker zdaj pa to pustimo, pa naj teče, ne. Tako da je treba seveda najti način tudi za ljudi, da bo to okej. Ampak kar mi je pa vseeno hudo, je pa da pri vseh načinih sonaravnih, ki so zdaj že poznani, res poznani in se v tujini zelo dobro uveljavljajo, se pravi na kakšen način vseeno zamejiti reko, pa pustiti vseeno, da je dokaj lahko zdrava in živa,
se pri nas ne uporabljajo te prakse. Ne, gremo nazaj na tisto klasiko, beton, čim več betona, še več betona. In to je tisto, kar me žalosti, točno to, še bolj bomo betonirali, medtem ko pravzaprav nas kliče svet in življenje v nekaj bolj mehkega, v nekaj drugačnega, v nekaj, kar bo se delovalo s svetom. Ne. Je pa zanimivo, kako vedno, ko je neka katastrofa, ujma, kako se ljudje povežejo, kako res odprejo srca. To je res lepo videti. To je res lepo videti. In jaz mislim, da je to res najvišji namen tega. Samo, da bi to potem ostalo nekako, ne. Pol, ker se umiri nekako, pol reka gre nazaj noter v svoj breg, življenje gre nazaj v svoj tok. Mi pa najrajš tudi nazaj v to, ne. Tako da najlažje iti v staro, ne. Čeprav nas to staro ne bo vodilo naprej. Ne bo nas vodilo naprej. Konec je s tem, ne umira vse mora umreti. Če hočemo mi živeti ljubezen, ti stari aspekti nas morajo umreti. In to pravzaprav mislim, da je, kar se zdaj dogaja. Ja, ta čas. Ta čas je prav res ta transformativen čas, ko umira vse tisto v staro, ker ne podpira ljubezni, ker ne podpira nas v tisti najvišji rasti. No? In ni prostora več za to. Kako reke zdravijo, ne? Kako tebe zdravijo, kako mogoče na delavnicah pomagaš ljudem preko procesa, recimo preko rek tudi? Ja, meni je bilo čudovito, mi je bilo, projekt je bil Ženske, ki pojejo rekam. In smo obiskali 6 različnih rek tekom tega cikla, v enem ciklu pa samo eno reko, od izvira pa vse do izliva, Kamniško Bistrico, z namenom, da se pač še bolj povežemo z njo. In noro je bilo, ker sploh ni bilo treba veliko. Jaz sem samo ženskam odprla prostor zgodbo kratko o reki, tako kot sem jo jaz slišala ali zaznala. In potem so one preko giba spontanega, preko plesa, da so začutile reko v svojem telesu, in začele to izražati prek plesa, prek glasu, prek petja. In so imele take močne preboje. Mislim, to je bilo vse res od močnih solz, največ pa do res močnega krohota. Osvobajanje, vsakič znova tisto, kar se je zgodilo, na vsaki na različen način, je bilo pravzaprav osvobajanje, dopuščanje nečesa novega, kar si prej recimo ženske niso pustile. Enega izraza, kar prej niti niso vedele, da je. In so potem v stiku z reko ga osvobodile in je bilo tako... ja, res lepo, ne? Močno in lepo, ja. Močno sporočilo. Močno sporočilo. V kateri reki pa ti živiš oziroma v bližini? Jaz imam tako strašansko čudovito srečo, da živim med dvema. Se pravi, na eni strani je pa velik kontrast med Kamniško Bistrico, ki je najbolj regulirana reka v Sloveniji, skoraj cela je v umetni strugi. Na drugi strani, tako res kontrastno, imam pa še zadnjo prosto tekočo celinsko reko Rovščico. Tako da sem v bistvu med dvema. Si varuhinja Rovščice. Varuhinja Rovščice sem, na kar sem zelo ponosna, ker mi je res v čast in res se mi zdi pomembno ohraniti to našo še res ta zadnjo divjakinjo tukaj v tej celinski Sloveniji, ker vidim sama po svoji izkušnji, kakšno darilo je živeti ob prosto tekoči reki. Ne samo, da vsako leto lahko opazujem, kako ona naredi neko novo strugo, kako spreminja okolje, ampak to, kako jaz v bistvu v stiku z njo sebi dopuščam biti bolj divja, bolj svobodna, bolj pogumna. In je res izjemno darilo, no? Tako za celo pokrajino, kot za ljudi, ki živimo ob njej. Dajva še kakšno besedo o čaščenju rek, pripovedovanju zgodb, petju recimo. Reke ljubijo, res pa ne uporabljam te besede samo za okras, ampak res ljubijo obredje, ritual. To so v bistvu naši predniki ali pa tudi v drugih pač plemenih dobro vedeli. Recimo jaz, ko sem raziskovala malo, kakšne smo imeli mi v Sloveniji, kakšno je bilo obredje. Močno, mislim, je bilo vse od tega, da so ženske nosile mislim, da so nosile, da so pač šle zajemati vodo in je tista voda bila pol tista, v kateri so naredile droži in se je celo leto peklo kruh, ker so vedele, da posvečena voda bo pač prinesla obilje v celo hišo. Do tega, da so bili to obredi za poroke, za očiščenje, za krst. To je bilo v bistvu vse povezano in prav v vseh ciklih leta so bili znani običaji, ki so jih pač ljudje delali. Zdaj nimava časa za to, ampak včasih je to bilo zelo močno in zelo dobro razvito in ljudje so vedeli, voda je vir življenja. Stara ljudstva so to vse poznala. In so tudi vedeli, vodo je treba častiti na ta način. Se pravi, ne jo imeti za samoumevno, jo čuvati in jo častiti kot največjo svetinjo. In to je bilo res v obredju, tudi pesmi potem različne, obleke različne. Res lepo je to bilo in se je že v pol izgubilo v obdobju krščanstva, ampak zdaj zelo močno prihaja nazaj.
valjda mislim, da ne moramo ponavljati tistih starih, ki ni namen, da so časti drugačni in moramo razviti nove stvari, novo obredje. Tako da tisto res, kar reke najbolj ljubijo, je pesem in je obred in je pripovedovanje zgodb. To imajo strašno rade in jaz tudi vidim, kako se res na fizični ravni včasih opaziš, kako se na vodi naredi sprememba, kadar ji začneš peti. In sploh ne rabi biti to neke posebne pesmi, najbolj posvečeno je, če prihajajo iz nas. In zdaj, če je pa to še skupina, točno to, spontanega, odprtega srca, to je tisto, kar imajo najbolj rade in na kar se najbolj odzivajo. Tako da jaz sem ob svoji reki, nisem nikoli pela prej, ob svoji reki sem pa začela peti čisto zato, da bi jo počastila s tem. In potem je to postalo. Ne! Eno reki, kateri si pela? Ne, strašno, res ne povem dobro drugače. Pela sem Kamniški Bistrici drugače. Pa sporočilo mogoče tega, ne? Čisto preprosto je bilo, lahko probam zapeti, groza. Še za zaključek. To pa je zdaj izziv. No pa dajva. Dajva probati. Reka, hvala ti, hvala, ker živiš. Reka, hvala ti, življenje me budiš. Reka, hvala ti, hvala za vsak dan. Reka, hvala ti, rada te imam. Vse lepo poješ. Ja, hvala, no, ja. Bistveno je, da je iskreno. To pa je. Se je čutilo, da je iz srca. Odlično. Mogoče samo še zaključno sporočilo za naše gledalke, gledalce, ki bi jim želela sporočiti glede rek tvojega poslanstva. Ja, jaz bi vas res povabila k temu, da se odprete svojim rekam, da se na vse možne načine, pa na najbolj preprost način v resnici poprijateljite z njimi. Samo preprosto spoprijateljite. Se pravi, na tak preprost način, v smislu, ko greste na sprehod, da se ne gledate samo kot vodo, ki teče mimo, ampak da se vprašate, oziroma vprašate njo, kdo pa si? Kot da bi srečali človeka, ki ga želimo spoznati. Z ljudmi nam je lažje, ko govorijo isti jezik, ampak tudi reke govorijo v jezikih, ki jih lahko razumemo. Tako da k temu bi vas nagovorila. Ja, razvijajte stik, povežite se svojo reko in potem v tam naprej. Odlično. Hvala ti, Špela, da si bila moja gostja v naši oddaji. Moj odnos do samega sebe, v okviru oddaji tudi Prebujeno srce Slovenije. Hvala ti, ker si. Hvala za tvoje lepo poslanstvo in hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji in se gledamo prihodnji ponedeljek ob 17. Uživajte življenje.